Živijo in lepo te pozdravljam v nebeško skopu, ko vstopamo v mesec, ki je izjemno pomemben zaradi tega, kajti tukaj so levja vrata obilja. Levja vrata obilja so tako zelo pomembna, da sem se odločila, da bom zato posnela eno video učenje, zato ti zdaj polagam malce na možgane in srce, da hočeš definitivno 5.8. spremljati obvestilo o tem, da bo ta video vsebina torej objavljena. Kaj so to levja vrata, kako se aktivirajo in kaj takrat delata, ne? Tako to si boš pogledala takrat, zato ker to je ena posebna, taka daljša video vsebina, lahko rečeva tudi tak mini dokumentar za tebe pripravljena, ne? Ampak zdaj pa greva na tvoje astrološko znamenje. Ko vstopamo v mesec avgust, je samozavest tista, ki je izjemnega pomena. Če hočeš imeti obilje, je zelo pomembno, da si samozavestna. 31.8., kar bom tudi poslala posebej dokumentarce, res te bom cel mesec te bom pripravljala na jesen, jaz in Mihael oba te bova, ne? In v bistvu ker bo toliko zelo intenzivna in ker bo modra polna luna to sprožila, bo zelo ključnega pomena, da imaš ti res močno samozavest, da se ne ustrašiš kar takoj, da te ne zmedejo ljudje kar takoj in tako dalje, ne? In zato sem se odločila, da tokrat naredimo torej nebeško skop na tematiko, kako graditi svojo samozavest. Torej, kaj je tisto, kar ti bo prinašalo samozavest, na kaj se osredotoči, ampak definitivno hočeš imeti samozavest v tem mesecu na prvem mestu, taki, kakor so levi, se veš, zelo so glasni in samozavestni, rečeva temu, ne? Tako da to bomo naredili, preden gremo pa na nebeško skop, mogoče, da ti malo položim, poleg te samozavesti, kar bodo karte povedale same, evo, jaz sem danes pripravljena, čisto ene nove karte sem zato pripravila, ne? Ti pa mogoče lahko še malo položim na srce to, kako ti midva lahko pomagava, če čutiš, da rabiš pomoč pri samozavesti. Midva se odločila v tem mesecu, kar lahko res narediva samo polet, potem jesen, ko so tečaji, ne mora več tega delati, da ti pripravlja neke take močne stvari, ne? Recimo ene take močnejše nadangele, zato so ti pripravljena delavnico z Metatronom, pa nad angelom Mihaelom, čisto nova delavnica na temo energijskih varovanj, močne energije. Mihael bo to delal z Metatronovimi kristali, to pomeni z samo to energijo in z nadangelom Metatron, jaz bom pa to delala z nadangelom Mihaelom, čisto z novimi tehnikami, tako da to sva ti pripravila. Potem imaš pa še take stvari, ne, zelo pomembne, kot so recimo, če ti odnosi jemljajo samozavest, ljubezenske zapletke, ki bodo 3.8. Na spletu, če ima slučajno težavne odnose, se bomo spustili malo v odnose, pa manifestacijske vilinke, če zaradi samozavesti nimaš novih ciljev, motivacije, mogoče kakšne produktivnosti in tako dalje. Skratka, res se ti pripravlja močne stvari in potem bo vse skupaj okronala delavnica pri Mihaelu. 15.8. lev je rojen, da jovi za res močno energijo postavljanja osebnih meja in še kaj. Tako vse to si pogledaj na potovanje duše.si, tako da orodja sem ti predala. Zdaj pa pojmo še malo bolj tako po znamenjih, da ugotovimo, kaj moraš vsako znamenje posebej seveda paziti, ne? Zdaj gremo pa lahko začnemo kar veš, da bo januar, da grem v glavi tako po mesecih, ne? In prvo znamenje ste kozorogi. Kozorogi pa vaša samozavest. Kaj je tisto, kar vam jo bo gradil? V bistvu, kozorogi v redu ste. Vaša samozavest je v redu. Dobili ste pa karto prijaznost. Vi, kozorogi, se boste v bistvu zdaj v tem obdobju vi počutite samozavestne, če boste drugim ljudem pomagali, ki niso dovolj prijazni do sebe ali pa rabijo vašo podporo in prijaznost. Kada bi drugi ljudje rabili vašo motivacijo, da jih vi dvignete, in ko se bodo oni zaradi tega počutili bolje, se boste vi glede sebe počutili še toliko bolje in še toliko bolj samozavestne. A veš, kaj mislim? Tako da tukaj ste noter zdaj malo pozvani k temu, da ste malo coachi, pa terapeuti, pa svetovalci, karkoli že za ljudi, ampak če vi drugim ljudem, ki to potrebujejo, to vašo energijo, zdaj pomagate, vi definitivno tukaj dobite svojo lastno nagrado in še bolj se boste glede sebe počutili, ampak načeloma, ko pogledam karto, kozorogi, vi ste okej. Tako da, super, evo, dobro smo začeli.
Pa gremo potem naprej na vodnarje. Kaj pa vodnarska samozavest, a ne? Nadangel Gabriel. Jaz sem zelo vesela, zato ker sem jaz tudi vodnarka. Nadangel Gabriel je pa karta, ki pravi, da svojo samozavest dobiš preko kakršnega koli kreativnega ustvarjanja. Nadangel Gabriel je namreč zaveznica pisateljev. Tako da vi boste svojo samozavest gradili tako, da ustvarjate projekte, pišete besedila, bloge, članke, knjige, ustvarite katerekoli take produkte, ki so kreativni in tako naprej, ampak v inspiraciji, katero imate, in Gabriel vas bo tokrat res preko kreativnosti in pisane besede vodila, se boste zelo dobro glede sebe počutili. Ko boste v stiku s temi energijami, tako da bolj morate biti v stiku s kreativnimi energijami, kakor pa z drugimi ljudmi. Nisem vam zdaj, vodnarji, dala dovoljenje, da se osamite in da rečete, cel svet nočem se pogovarjati s tabo. Ne gre se za to, absolutno ne, ampak se gre pa definitivno za to, da te bo kreativnost, ti bo prinesla ful dobre občutke glede sebe. Tako da tukaj te tudi pol čaka neka manifestacijska rast, če to narediš, poslovne priložnost, tako da super. Jaz pa moram zdaj iti, ker moram iti knjigo pisati novo, tako hecam se. Ne bom tega naredila, bom šla naprej na ribice. Ok, ribe, vi ste naslednje. Kako boste pa vi gradile svojo samozavest, drage ribe? Da prevedem to karto, čak, da v slovenščini vidim. Spoštuj življenjske cikle. Spoštuj življenjske cikle, drage ribe. Ribice naše, vkolikor se vam je življenjski cikl obračal v te stvari, da ste recimo imeli občutek, da se vam nekaj končuje, da se vam skozi končuje, da vas neke stvari nočejo pustiti pri miru, to je samo življenjski cikl. Ko vam stvari ne služijo več za vašo manifestacijo, za tale leve vrata, ki sledijo, se stvari končajo. Ampak vam, drage ribice, ki se nekaj takega zgodi, vam je vzeli samozavest. In ste mislili, da je to na osebni ravni in da vi niste v redu in da je z vami nekaj narobe, da se vam to dogaja. Ne, to je samo manifestacijski življenjski cikl. In prav je tako, drage ribe, prav je to, da se tako dogaja. Prav je, da razumeš, da stvari začenjajo in se končujejo. Ker ko niso več zate, ko nekaj ne rezonira s tabo, je prav, da gre. Če ne ti začne, razumeš, spodjedati tvojo manifestacijo. To ne pomeni, da lahko vi obrnete prst na sebe, pa rečete, jaz sem zdaj grozna oseba, zakaj sem si to zaslužila, pa ne vem kaj. Ni res, ribice, ni res. Absolutno ni res. Ok, to so samo življenjski cikli, sprejmite jih kot take, da je to orodje, ki vam bo pomagalo v življenju naprej. Samo prosim, ne obrnite to na sebe. Ko upam, da sem vam tukaj definitivno pomagala. Naslednji za ribami pridejo ovni. Ovni in vaša samozavest, da sem najprej vam pokazala, je pa, kjera lepa karta. Notranje iskanje. Vi boste pa samozavest dobili, dragi ovni, preko duhovnih darov. To pomeni intuicija, preroštvo, učenje, kanaliziranje. Ne, da vas zunanji svet potrjuje, pa da vam zunanji svet govori, koliko ste dobri, koliko vi to zmorete, pa tako naprej, pa kaj naj bi vi naredili, zato da boste vi v redu, pa da boste samozavestni, sploh ne. Ampak da samozavest črpite iz svoje intuicije. To vam je čista karta intuicije. Če boste svojo intuicijo razvijali, pa svoje darove kanaliziranja, torej te duhovne darove, se boste počutili zelo samozavestne, zato ker boste zaupali, da tisto, kar vam vaši vodniki, pa vaši angeli govorijo, da to je vaša najbolj ultimatna pot k dobri manifestaciji. Veste, kaj mislim? Tako da tukaj imate definitivno tako intuitivno karto, dragi ovni, tako da dajte se posvetiti v bistvu temu delu življenja. Okay. In potem naslednji za ovni ste biki. Kako boste pa biki delali s svojo samozavestjo? Sreča. Dragi biki, to je pa zelo preprosta karta. Kaj vas osrečuje in kaj vas onesrečuje? V svojem življenju ne morete imeti trenutno stvari,
ki vas ne veselijo, so vam rutinske, so vam dolgočasne, vi to ne bi, to bo vam samozavest in manifestacijo in se porušili, tega nočemo. Vi biki pridete do samozavesti tako, da pač res se vprašate, a ne? Ja, pa včasih v življenju ne moreš, ko v življenju ni pravljica. Kaj pa vem? A razumeš, kaj me osrečuje? Katero dejavnost, ki delam, čutim čisto veselje, s katerimi ljudmi, ki sem čutim čisto veselje, a veš, ne bo one, ki me dol potegnejo. Tiste stvari, ki vas osrečujejo, dobesedno osrečujejo, morate imeti na prvem mestu in te ljudi morate imeti na prvem mestu in to je to in bo vaša samozavest v redu in posledično manifestacija v redu. Karkoli vam je rutinsko, težko, dolgočasno. Ne svetujem, res ne tega delati. Okay? In potem za biki pridejo dvojčki. Dvojčki, kako bojo samozavest gradili, dvojčki. Upanje, hope, karta upanja, kjera lepa, karta dvojčki. Dragi dvojčki, vi včasih znate in ste znali padati v tem obdobju v črne scenarije. Vse bo grozen, kaj če bo to razpadalo, ne vidim več smisla. In to vam je ful vzel samozavesti. Kakorkoli si boste že pomagali, to meditacija, je to duhovnost, na kakršenkoli način vi rabite upanje. Vi dvojčki ste vizionarni, vi znate stvari videti naprej, vi znate stvari gledati, vi ste intuitivni dvojčki, tukaj se sploh ne bomo pogovarjala, ne? Ampak če vi postanete apatični, da ne vidite, da je še karkoli v svetu dobrega, pa kaj ima smisel, da karkoli delaš, zakaj se to matram, če itak ni nobenih rezultatov, hiter najdi način, da priješ ven iz tega. Karkoli si že imela občutek, da si se matrala, je bilo zaradi tega, ker se te brusali in nagrade bodo prišle. In rabim te, da začneš graditi upanje in rabim te, da vidiš, da imaš zaupanje in da si še vedno pripravljena na res korak dlje, ker ti obljubam, da bo res v tem primeru manifestacija prišla. Ampak brez upanja ne bo šlo. Zelo, zelo je pomembno, da imaš to upanje prisotno. Ker tudi, če pogledam, karta je 35, a veš, 5 plus 3 je 8. Če hočeš imeti obilje, moraš imeti upanje. A ne, da tudi res, tudi če pogledamo gorje, veš, je angel in v bistvu ona je v takih oblakih je, ampak potem je pa gor, je pa sonce, a ne, po vsakem dežju posije sonce. Vi rabite na upanju delati. Tako da, dajmo dvojčki, no, dajmo. Okay. In potem ste za dvojčki, pridete raki, okay. Rakovska samozavest, nurture your dreams, neguj svoje sanje, okay. Neguj svoje sanje. Vam so vaše sanje ful pomembno, tisto, kar si želite v življenju, dosežeš kupati v stvar, kakorkoli že. Neguj svoje sanje je karta, ki pravi, da to deli načrtno. Načrtne meditacije za to, načrtno vodi dnevnik o tem, načrtno govoriti o tem, načrtno iti te stvari gledati, načrtno, razumeš, ne, če obstaja film o tvojih sanjah, da greš gledati tak film in tako dalje, ampak da prav res delaš to energijo. Torej, to so meditacije. Za manifestiranje, imaš pri meni 8.8. meditacijo za to, a ne. A veš, to so vse stvari, ki jih ti potrebuješ, ampak res, to so prav tvoje sanje, to so tvoji cilji, vse, kar hočeš čez 1 let imeti, čez 2 let imeti, čez 5 let imeti, načrtno, res načrtno negovati te sanje in vsak dan, sploh zdaj v avgustu, vsaj zdaj v avgustu posvetiti neki, lahko je 2 minuti, a veš, lahko je 3 minutke, ne vem, kakorkoli že, neki taki energiji, da se o tem pogovarjaš, da to gledaš, ali ne vem, da si daš neko veselo muziko gor, pa da poješ o tem, ne vem, najdi način, ampak v vsakem primeru je treba to negovati, ok? Tako da prav tvoje sanje, in te tvoje sanje so prave in so svete, a ne? In po rakih pridejo, evo levi, zdaj smo pa pri vas, a ne? Dragi levi, to je pa zdaj vaš mesec, avgust je vaš mesec, ko bi vam že zaradi tega mogel biti na vašo levjo kožo ali pa kožo, kakorkoli že pisan, a ne? Ampak ponovadi nimate težave s samozavestjo, tako da poglejmo, kaj bo pa rekla vaša karta na to temo, a ne? Show justice. A me kaj preseneča, da so levi dobili to karto? Karta pravice. Dragi levi, tako, kot sem rekla, show justice,
To pomeni, levi, vi pokažite pravico. To pomeni, to ni bila karta, vi zahtevajte pravico, ampak show justice je karta, zahtevajte, pokažite pravico. Itak, kar pomeni, da vi nimate težav samozavestja, dragi levi, ampak da imate pa za manifestacijsko ureditev energije. Če vam ljudje ne delajo dobro, če niso fair do vas, če so izkoriščali, ker imate pa levi tudi ful dobro naravo, konec. Naredite pravične reze in naredite stvari, pokažite ljudem, da ne boste dopuščali izkoriščanja in da ne boste dopuščali nepravičnosti. Tukaj je bolj karta, da vi za svojo samozavestjo drugim pokažete, kako bi mogli ljudje delovati, kako bi mogli svojo energijo spoštovati in ne dovoliti, da se na kakršenkoli način črpa. Veliko ljudi bo v vaši bližini, ki bojo rabili malo lekcij, zaradi tega, ker pač rabijo neka sporočila za sebe in vi ste tisti, ki boste to pokazali. Ampak tukaj se sploh ne gre za karto samozavesti, bolj je pa manifestacijska karta pri vas, vkolikor porežete kogarkoli in karkoli, kar ni bil pošten, so vzadnji bili kakšni skriti nameni, to je to. Če bo kdo to naredil, ste to vi. In potem ste tukaj device. Ja? Device, utišati svoje misli, karta. Vam device niti ne jemljajo drugi ljudje, kadarkoli samozavest, znajo pa vaše misli to delati. Samo govori, kaj pa če bo kaj narobe, kaj pa če ne bo, kaj pa če to, kaj pa če in potem sami sebi jemljate samozavest. To pa je malo brez veze. Sorry, device, ampak to je pa res nepotrebno. V tem svetu, ko en drugmu probajo ljudje res kakati to energijo, pa ne vem kaj, zakaj bi sam sebi hotel biti sovražnik? Če itak nimaš sovražnikov, imaš lahko lepo življenje, zakaj bi hotel sam sebi biti sovražnik? Tako da, če ti jemlje karkoli samozavesti, tvoje lastne misli, tudi veš, gor je ena taka punca, ki se tako za glavo drži in simbolizira res možgani. Tako da vi najte način, da ko dobiti, recimo primer, hočete nekaj narediti, hočete nekaj reči, pa možgani začnejo, ja, ampak kaj pa če to narediš, kaj pa če ne bo dober, kaj pa če ti bo kdo zameril. Amben ti ni rekel, da ti je karkoli zameril, amben ti ni rekel, da ne smeš kaj reči. Ti si kar zgodbo narediš v glavi in ti glasovi znotraj tebe kar nekaj govorijo in pol ti glasovi gledaš, a misliš, a res bo kaj narobe? Ja, ne vem, vpraši se. Ampak to ni nič zunanjega, nič ti ni dal dokaze o tem. Tako, zdaj načini za utišati misli jih je več, a veš. Eni utišajo misli s tem, da se sprošča, eni, da se igrajo z živalmi, eni, da grejo v naravo, eni s tem, da grejo na masažo, eni s tem, da... Moj predlog drugače bo absolutno tukaj meditacija. Bi pa rekla, da mogoče malo v tem obdobju narediti nek odnos s svojimi mislimi, da stopiš v malo bolj, kako bi ti rekla, temu gospodarsko vlogo s temi tvojimi mislimi. Kot ti nekaj prije, joj, nekaj bo pa, kaj pa če bo iz tega pa tega, kar sploh še ni, je samo hipotetično, nekaj narobe in ti misli začnejo, kaj pa če bo nekaj narobe, ti kar pejt z isto energijo nazaj, stop. Nič ne bo narobe, ni dokaza, da je narobe, vse bo v redu. Kar tako, ja, samo govore me direktno ti bom povedala, stop, ne, vse je v redu, nišče ti ni nič rekel, nikjer nimaš dokaza in dokler nimaš nasprotnega, se lahko pomiriš. Ne rabiš mislim reči, da ti bod, kako se pa pogovarjaš, da zgin. Ne biti nespoštljiva do svojih misli. Ne rabiš biti tako, a veš, ampak reči, ne, vse je v redu. A veš, koliko je otroka, ki ga neki strah, pa ga pomiriš? Ne, vse je v redu, nič se ti ne bo zgodilo, a ne? Jaz se spomnim, recimo prvič, ker je bilo, zdaj mi je neka zgodba prišla v glavo, če ti lahko povem. Ko je bila moja papiga še ful mehna in je prvič ena strela ful užgala in je ful je tresnala, veš. In seveda se on ful ustrašil in je zletel, skoraj se nekam zletel, pa sem šla še smerno do njega in takole me je gledal, a veš, tako je imel krila narazen, sem ga pogledala in sem rekla, ne, vse je v redu, to je normalen zvok. In prav tako sem govorila, veš, se papi ga govorijo, veš, razumejo.
nič se ti ne more zgoditi, to je vse ok. Tako s čist mirnim glasom in tako papi gledajo on, aha, ok, in takrat se več ne boji ne strel, ne grmenja. No, tako moraš tudi nekako biti svojimi mislimi, ok? Tako da to je to. Ben drug ti ne bo imel samozavesti, vse bo ok, sem pazi mi na to svojo glavo. In potem po devicah bomo šli naprej na tehnice, pa vašo samozavest. Ok. Rafael, nadangel Rafael. To ti je pa karta telesa, pa močne energije v telesu, zdravilnost, veš. Več stvari ti bom tukaj povedala. Za dobro samozavest moraš imeti v tem obdobju zelo močno telo. Kar pomeni nobene slabe hrane, nobenih slabih navad, nič, kar obremenjuje telo, nič, kar se počutiš, da mareš bruhu, ker ti je čist grozen in tako naprej. Res ogromno poudarka na telesu, na zdravju, pa mogoče se tudi za sebe naučiti kakšne zdravilne metode. Vse to imaš, čakaj, kdaj že, 6. 8. Ne vem pa, če je še kakšno prosto mesto, jaz zdaj upam, da v tem trenutku, ko to snemam, no, da ne vem, če so še prosta mesta ali ne, imaš Amazonijo, novo zdravilno metodo pri Mihaelu, to je za tebe zelo pomembno. Pa da znaš priti do zdravilnosti, ker čim ti pa neka energija pade, pa v telesu pade, to pa pol tebi gre tudi na samozavest, pa ti gre pol tudi na manifestacijo. Okay? Tako tehnice to mi malo pazite. Okay? In potem ste tukaj škorpioni. Ok, v redu škorpioni. Jaz nič nam čakala, a ne? Nadangel Kamuel. Angel ljubezni, ok? Vi boste pa ful samozavestni, dragi škorpioni, če vam bojo odnosi štimali. Dragi škorpioni, glede na to, da je to absolutno, sem se kar malo zgrozila, ker sem odprla karta, ker ne morem verjeti, da bom to zdaj razlagala škorpionom, kot te po moje nek zelje pa paradajz zmetal zdaj vame, ampak glej, dobili ste karto, jaz nisem kriva, ker to je zelo podcukrana karta, vsaj rozasta, pa ona drži srček v rokah, sam povem. Dragi škorpioni, ful boste samozavestni, če boste zelo razumevajoči do ljudi. Polagam vam na srce, da v ospredju bojo vaši odnosi, da probate biti malo bolj prijazni, da tudi, ko hočete nekomu nekaj dobrega razložiti, da jim to ne delate v obliki kritike, ja pa kaj pa to, ja pa moraš malo pa dajte najdete škorpioni nekaj rozastega v sebi. Sorry, nekaj rozastega v sebi za ta mesec. Dajte pogledati, če ste lahko v odnosih, ko ful mirni, prijazni, sproščeni, da ljudi motivirate, da jih objamete, da jih nekam povabite, da jim nekaj kupite, da jim nekaj prvošite. In ko se bo oni čist zmešano odzvali na to, kako je to dobro, pa tako naprej, se boste ful dobro glede sebe počutili, ker se boste počutili kot heroji ali pa herojinje, a se tako reče, se ne vem, ker se boste počutili, ja, vidiš, kako se ljudje zanašajo name. Vidiš? Ja, jaz sem njihov steber. Tako da, se bo škorpioni, jaz verjamem v vas. Ej, karta je sama vam skočila, jaz nisem imela nad s tem. Se bom pa definitivno, ker se bo tole ugasnila, še vedno smejala na to temo. Ok, in gremo, potem ste še, zadnji ste strelci, ok. Dragi naši strelci, vi pa zaključujete v bistvu tale krog samozavesti. Bomo rekli, a ne? Zarja, greet the dawn, pozdravi novo zarjo. Vam bojo pa dale samozavest, veste kaj, dragi strelci, nove stvari, novi projekti, nove službe, če hočete, selitve, čist novi cilj, vse drugače. Vam bi pa to dali samozavest. Ne, da je tisto, kar ste ustvarjali do zdaj, da je brez veze, ni vse super, ampak vam bi res ful samozavest dali, da čist nekaj novega začnete. Ful ste lačni novih energij, drugačnih energij, to bi vam res zelo super prišlo. Čist novi projekti, povečanje posla, nove izkušnje, mogoče obiskati tudi kakšne nove kraje, spoznavanje novih ljudi, vse na to tematiko, veš kaj mislim, to bi ti res zelo super prišlo.
A ne? In tukaj smo prišli s tem tudi, čak da preštejemo, da imamo 2, 4, 6, 2, 4, 6, 12 jih je, ok, super. In tukaj smo prišli torej, do konca nebeškega skoka, torej 5.8., a smo rekli 5.8., čakaj, da vidim, ne vem, kdaj že, ja, 5.8. ti bom poslala, dobro, da obstajajo plonk cigelci, ti bom poslala torej vsebino o levih vratih, torej kako se pripravljati na levja vrata, ti pa torej začni že s tem procesom, a ne, še preden gremo v ta levja vrata, da se torej z vsemi temi stvarmi pripravljaš in ne pozabi, da sem ti na začetku, če ne si pa prevrt, ponudila res ogromno orodij za moč, za samozavest, torej za odnose, ljubezenske zapletke, za manifestacijo, manifestacijske vlinke. Delali bomo z močnimi angeli, kot sta nadangel Mihael, nadangel Metatron, torej Metatronovi kristali, čist nova močna delavnica z nadangelom Mihaelom, levje rojendarjevi in še. In seveda velika meditacija 8.8. pomembna in 31.8. Se imamo še neke meditacije vmes, ampak te bosta kraljici tega meseca, zato ne spregledaš čist vse dokumentarce, ki jih bomo poslali ven. Torej na temo levih vrat, na temo modre polne lune bomo poslali 2 dokumentarca ven, skratka ogromno znanja bomo dali ven, zato da bo tvoja jesen izjemna. Okay? Tako da pripravljeni smo, karte so povedale svoje in do naslednjega nebeškega skoka in video vsebine, kjer se te bom zelo veselila, te lepo pozdravljam.